Ta drugi sklop je pravzaprav malo podrobnejša predstavitev tega spremljanja talnega organskega ogljika v kmetijskih zemljiščih za potrebe mednarodnega poročanja. Naj me popravijo kolegi iz Gozdarskega inštituta, ki so pravzaprav primarno zadolženi za ta poročanja. Če se ne motim, je bil to naslov prvega naročila javnega, ne? Skratka, govorim o seriji vzorčen med leti 2016 in 2021, in tudi letošnje leto je bilo nekaj malega vzorčenja. Jaz bom nekako vse skrajšal te dolge naslove v cel org. Ideja je bila od samega začetka, da je treba reprezentativno razporediti točke vzorčenja, se pravi, osnoven princip je, da so točke vsaj v bližini neke mreže oziroma dejansko kilometrske mreže, torej v bližini presečišč, in tukaj so prišla v upoštev tista primerna kmetijska zemljišča. Poleg same mreže in prostorskih dejavnikov seveda so bili pomembni kriteriji za izbor lokacij vzorčenja, prav da je zemljišče v okviru sistemov GERK. Tukaj gre šlo za to, da potrebujemo zemljišča, za katera velja večja verjetnost, da bodo ostale, dolgoročno ostanejo v kmetijski rabi, da bo možno spremljanje stanja organskega ogljika. Prostorska razporeditev je bila usmerjena predvsem to, da so vzorčna mesta čim bolj enakomerno porazdeljena, in tukaj, ko govorimo o preiskovanem območju, mislim različne regije Slovenije s svojimi klimatskimi in talnimi značilnostmi. Seveda pomemben dejavnik pozicioniranja oziroma določanja lokacije so bila vrste tal, pa same pedosekvence, potem pa še velikost kmetijskega zemljišča, da je omogočalo vzorčenje po izbranem postopku, in pa primerno zemljišča z drugih vidikov, med drugim tudi dostopnost, bližino nekih prometnic, torej nekih omejitvenih dejavnikov. Torej, karta pedosekvenc, kjer smo primarno začeli pozicionirati, in če naštejem oziroma predstavim vseh teh 6 oziroma 7 zaporednih let vzorčenja, smo v okviru Gozdarskega inštituta Slovenije in Kmetijskega inštituta Slovenije tudi ob sodelovanju univerze izvedli torej 7 strokovnih nalog, zadnjo pa nekako še kar zaključujemo. No, tole ste tudi že danes videli, torej gre za... Borut, oprosti, če lahko mogoče deliš prezentacijo, da bomo videli. Se močno oproščam. Vidimo, v redu je. Govoril sem o tej mreži, opisal sem tele kriterije. Eden izmed kriterijev oziroma kriteriji so tudi tla, tipi tal, pedosekvence, in to je teh 6 oziroma 7 zaporednih let vzorčenja, in pa poročila, ki smo jih skupaj izdelali na obeh inštitutih, ob sodelovanju tudi univerze. In tisto, kar sem rekel, da ste videli, so tale vzorčna mesta oziroma vzorčne lokacije na kmetijskih zemljiščih po posameznih letih, tukaj manjka še leto 2022. Danes sem že govoril o tej specifiki prostorskega vzorčenja, ker sem bil dovolj izdaten
tukaj pa ne smem spustiti, bom pa lahko šel vseeno hitreje skozi. Skratka, kot kmetijska zemljišča z enotnim načinom obdelave, torej homogena pokrovno smo vzorčili njivska zemljišča, travniške, pašniške površine ter ekstenzivne sadovnjake. Osnovna razporeditev je krožnica, središče je določeno s koordinato in ne bi ostalo enako vsa leta monitoringa. Tisto, kar je potrebno povedati, je, da pri trenutni načinu vzorčenja pridobimo reprezentativen vzorec iz 16 delnih vzorcev, ki so razporejeni na različnih krakih. Ti kraki predvidevajo tudi vzorčanja v naslednjih obdobjih s korakom, ki bo nekako določen, kolikor bodo dopuščala sredstva. Načeloma naj bi to ponovno vzorčili na 5-6 let. Pasovna obdelava, kaj to pomeni? Vsi poznamo sadovnjake, vinograde, pa tudi kakšne druge trajne nasade, kjer se izmenjujejo pasovi različno obdelanih tal. Seveda velikokrat gre za herbicidni pas, gre za koloteket, gre za medvrstne pasove. In če tole pogledamo, dejansko so to vsi tisti pasovi, kjer se vsebnost talnega organskega ogljika kar bistveno spreminja. Ta vzorec vzorčenja je takole zasnovan, skratka, da imamo enakomerno vzorčene vse oblike pokrovnosti v okviru enotne rabe kmetijskega zemljišča. Torej, parametri, ki jih določamo, izračunavamo. Tisto, kar je pa pomembno, da se tla vzorčijo na 3 različnih globinah. Za imanje smo uporabljali cevne sonde. To tudi zagotavlja enako količino teh delnih vzorcev. Zelo veliko je bilo, torej močni so bili dogovori, da je treba ročno dobro homogenizirati in s tem pridobiti en res reprezentativen vzorec, ki gre v analitiko. Tega je bilo okrog nekaj manj kot 3 kilograme in vsak vzorec je bil unikatno označen. Torej, pridobljeni podatki so v bazah, seveda posamezne baze obdelujemo. Prve analize, osnovne obdelave baz podatkov so bile upravljene, do prvih analiz smo tudi prišli. Danes bom predstavil samo nekaj teh izsekov iz analiz, na primer vsebnost talnega organskega ogljika v različnih vrstah, v različnih rabah kmetijskih zemljišč. Če v ozadje je pobarvano v skladu z nekaterimi smernicami v kmetijski pridelavi, kaj je dobra založenost, kaj je slabša in kaj zelo slaba založenost s talno organsko snovjo. Seveda imamo v okviru tega tudi druge parametre, kot so posamezna povprečja. Poleg organske snovi so nas zanimali še tudi vsi ostali parametri, kot je skupna vsebnost dušika in seveda iz tega razmerje ogljik-dušik. Nikakor ni možno mimo analize kislosti tal po različnih vrstah kmetijskih rab v različnih globinah in pa trajni podatek, torej zrnavost, tekstura, ki se razlikuje
in je drugačna tudi glede, kar se tiče vrst rabe kmetijskih zemljišč. Torej, v zaključku vzorčen vseh teh letih, vse te analitike, ki je bila daleč od tega, da bi bila skromna, se bomo osredotočili na skupno obdelavo podatkov vzorčanja tega talnega organskega ogljika. Podatke bomo prostorsko segmentirali glede na posamezne regije, na pedoklimatska območja s poudarkom na različnih talnih tipih oziroma pedosekvencah. Vsi ti podatki so iz precej ozkega časovnega obdobja. Vzorčenje, torej to vzorčenje omogoča precej kompleksno prostorsko analizo. Menim, da bo ta tudi podprta z večjim številom kart, dovolj zgovorna. Vsekakor pa bodo te informacije, ki bomo s temi analizami in obdelavami pridobili, bo predstavljalo temeljni kamen za nadaljnje aktivnosti spremljanja stanja kmetijskih tal, torej dobro izhodišče za druge programe, ki jih država načrtuje za potrebe Slovenije, tudi za potrebe delovanja, sodelovanja v okviru Evropske unije, v okviru FAO in pa seveda za kontrolo rodovitnosti in usmerjanje kmetijske pridelave. Torej, jaz osebno jemljem to kot en zelo dober temeljni kamen in za en velik korak naprej, še posebej glede na to, da se v preteklih 20 letih, vsaj 15, če štejemo od 16 nazaj, je bilo relativno malo takšnih aktivnosti v Sloveniji. Tako da tole bi bilo na kratko o tem programu. Jaz nisem tukaj želel vleči, saj sem s prvim predavanjem močno presegel čas, sem pa mogoče zdaj v tem malce kompenziral. Tako da se vnaprej zahvaljujem za kakšna vprašanja, hkrati pa tudi se opravičujem za določene zatipkane zadeve, ki sem jih šele zdaj opazil. Hvala lepa. Hvala, Borut. Zdaj pa bi res prosil, če je kakšno vprašanje morda tudi še za prvi sklop, za ta drugi sklop, da ga udeleženci zastavite. Še vedno velja, da so vprašanja dobrodošla tudi po današnjem dnevu, kadarkoli. Morda bi Borut, ne vem, imaš ti kakšno vprašanje, tako da publiko malo izzoveš ali pa tako, da bi jih malo aktivirali? Ja, jaz se zavedam, da sem tako rekoč in odkrito povedano nekako oddivjal skozi, že zaradi tega stalnega pritiska in časovne stiske, mogoče sem pretiraval, vseeno bi me pa zanimalo, kogarkoli, če vidi uporabnost takšnih podatkov za svoje potrebe. Ker moram tako povedati, te podatke, torej lastnik podatkov je seveda država in vse to je iz javnih sredstev. Namen inštitucij, ki tu sodelujemo, ni ta, da bomo podatke držali v predalu, ampak da naredimo en tak preskok in razmišljamo in se dogovarjamo o tem, da so seveda podatki dostopni, dosegljivi. Hkrati se pa zavedamo, da nekatere države tudi ne dajejo osnovnih merjenih podatkov v mednarodni prostor.
ampak kljub vsemu, torej podatki bodo dostopni, tako kot se dogovarjamo, in bi me res zelo zanimale kakšne specifične potrebe ali če bi že kdo se najavil in če kdo vidi uporabnost podatkov za svoje potrebe. Ja, Boštjan, prosim. Potem pa kolega Marinšek. Ja, prav gotovo je Gozdarski inštitut uporabnik teh podatkov, predvsem za potrebe ocenjevanja emisij. Zdaj sem tudi na hitro pripravil tako kratko predstavitev, enih 8 slajdov, prejle, da v bistvu predstavim kako mi uporabljamo te podatke za mednarodno poročanje, se pravi v skladu s okvirno konvencijo o podnebnih spremembah. Sicer pa mislim, da bi mogli biti tudi na ministrstvu zdaj zagreti za te podatke, predvsem v povezavi z ukrepi, kar se izvajajo v okviru skupne kmetijske politike. Se mogoče kaj več povem še pol na koncu svojega kratkega prispevka. Jaz mislim, da rabim enih 10 minut. Ampak, če še kdo, kar naj zdaj še vpraša. Sem jaz na vrsti. Živijo, Aleksander Marinšek tukaj iz Gozdarskega inštituta. Borut, hvala za kratka tvoja predavanja, so zmeraj zelo dobro poslušljiva. Za to, kar smo v zadnjih letih počeli, predstavljeno, rezultati, jaz mislim, da so bili dobro predstavljeni. Se strinjam tudi z Malijem, z Boštjanom, da bi mogel prepoznati MKGP te podatke in seveda podatki bodo zanimivi tudi pri ponovitvi čez 5-6 let. Jaz mislim, da je nujno, da pridemo do enega monitoringa, do spremljanja sistematičnega, da to prepozna Slovenija oziroma ministrstvo. To bi bilo moje, jaz ne vem, če je mogoče kdo z ministrstva tukaj v publiki, da prepozna to stvar, da je nujno spremljanje. Jaz vidim, da so se kolegi z ministrstva tudi priglasili in pričakujem od Boštjana kar intervencijo, ker seveda ministrstvo je zelo težko pričakuje te podatke. Ja, jaz kar predlagam, da Boštjan Petelinc, ker je bil, bom rekel, direktno izzvan, odgovori, potem pa še kolega Glavan je tudi se prijavil k besedi. Ja, lep pozdrav, upam, da me slišite. Ja. Lep pozdrav še z moje strani. Ja, malo mi je hudomušno zdaj poslušati, da mora ministrstvo te podatke prepoznati. Razlog je čisto preprost, smo jih mi začeli izvajati, seveda na pobudo obeh inštitucij, in mislim, da smo v zadnjih 3-4 letih, 5 zelo velik korak naredili naprej pri vsej tej zbiranju in tako kot kaže, se ne bomo ustavili in bomo te podatke tako za LULUCF kot za spremljanje stanja kmetijskih tal zbirali še en interval v takem 5-6-letnem obdobju v isti intenziteti. Ob tem na naši strani seveda morate vsi ostali poslušalci vedeti, da smo prvo potrebovali zakonske podlage, ki smo jih z letom 18 in 21 in 22 pridobili, tako da zdaj smo v tej fazi, da še podzakonce uredimo in nekje načrtujem, da bi v prvi polovici naslednjega leta bilo stvari, kar se tiče zakonodaje, urejene. Seveda se ne vstavljamo ne gremo eno za drugim, ampak zakonodaja je en vidik, ena pot, potem so vzorčenja, kar so kolegi že povedali, iz obeh inštitucij, potem je še mednarodna aktivnost, kar bo v naslednjih letih zelo pomembna stvar,
in skratka, vse stvari se nekako zlagajo skupaj. Tako da mislim, da nekje proti konec maja, junija boste še ena stvar pride, ki bo pa zaokrožila vse te stvari, ki ste zdaj govorili in kjer bo pač se videla sistem, kako se gradi in kam se vse stvar bo nekako zapisovala in odkot bo vse stvar naprej napredovala v podatkovno sisteme, katere pač obe inštitucije in ministrstva rabijo. Gal, tukaj bi imel za začetek. Ja, hvala Boštjan za to, pač za vsebinski in tehten odgovor. Jaz mislim, da je super. Zdaj bi dal še gospodu Glavanu besedo, ki je že prijavljen, za njim pa še gospa Strgulec. Ja, lepo pozdravljeni še z moje strani, z Biotehniške fakultete, Matjaž Glavan. Jaz bi rekel, da je zelo dobro, da je ministrstvo, pa tudi na pobudo Evropske unije, pa spričo podnebnih sprememb, ki zahtevajo določene ukrepe tudi v kmetijstvu, pristopilo k taki nalogi. Ne nazadnje tudi zaradi tega, ker je treba vzpostaviti neke osnovne parametre pa baze, se pravi, kot posamezne točke. Zdaj so se le nekako postavile neke merske točke, s katerih se bo potem tudi nadaljevalo kasneje tudi z drugimi parametri, ne samo z organsko snovjo. Mi tukaj tudi razmišljamo veliko o tem, kako zadrževati vodo v tleh, naprimer, in potem je treba tudi točne druge parametre uporabiti, nazadnje, kako modelirati potrebo po vodah rastlina, kako kmetu svetovati in take stvari, tako da iz našega stališča je ta naloga, bi rekel, taka odlična baza, iz katere se potem lahko naprej nadgrajuje in dodaja nove parametre, ki jih bomo lahko potem tudi v tej bazi, ki se vzpostavlja na ministrstvu, tudi lahko potem bolje razumeli tudi okolje, bolj razumeli tudi obnašanje posameznih kmetov, zato ker v preteklosti se je pač mogoče res dogodil nekaj nesmislov, predvsem pri tem, ker se je zbiralo veliko število nekih podatkov na različnih inštitucijah, pa ni bilo to nekako usklajeno. In če se končno zdaj nekako vzpostavlja ta baza, bo tudi en velik napredek tudi za samo raziskovanje. Tako da tudi ti podatki mogoče, zdaj ne vem, kako je zamišljeno v prihodnosti, kako bodo dostopni, pa na kakšen način, tudi potem za monitoringi, ker bi to verjetno dobro tudi služilo za kakšno validiranje kakšnih podatkov, ko gremo mi na teren pa za kakšne druge projekte, da lahko preverjamo, ali smo nekje v tem rangu, kako je to zmodelirano. Tako da to bi bilo tudi dobro mogoče razmišljati v prihodnosti, kako ti podatki postanejo dostopni, pa na kakšen način, da ne bi prišlo naprimer do njihove zlorabe na eni strani, na drugi strani pa da nam služijo tudi kot dober validacijski ali pa ta preveritveni sistem. To z moje strani. Najlepša hvala. Hvala, kolega Glavan. Zdaj pa še gospa Strgulec, prosim. Lepo pozdravljeni, Mateja Strgulec, sem iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto, prihajam in z veseljem poslušam dr. Vrščaja v vseh telih delavnicah, torej o spremljanju ogljika v tleh. Moram reči, da te rezultate tudi smo delno že uporabili pri informiranju, pri teh grobih informacijah do kmetov. In moram reči, da se veselim tega dela, da se veselim tega sistematičnega pristopa. Tako pri samem postopku vzorčenja, mi smo pri dr. Vrščaju že opravili prvo delavnico pred kratkim na to temo, tako da smo dobili malo občutek, kako bo to pravzaprav potekalo. In tudi se veselim, da se nekako bo začel delati en red, ker mi se srečujemo sploh ob teh prelomih programskih obdobjih z maso podatkov. Torej, gre za vzorčenja, ki jih kmetje sami izvedejo. Skozi čas, zdaj bom rekla, skozi 20-letno obdobje vidimo že tukaj, da se je določen napredek vzpostavil, vendar je to še zelo, zelo daleč od korektnih rezultatov. Vi veste, da ukrepi s strateškim načrtom so predpisani v tem smislu povečevanja organske snovi oziroma podnebno pametnega kmetovanja.
podlag oziroma podlag iz tal pa v bistvu nimamo ustreznih, nimamo teh izhodiščnih podatkov oziroma so te podatki zelo, zelo približni. Tako da se prihaja potem tudi lahko do napak pri svetovanju, če upoštevamo rezultate teh vzorčenj, ki so lahko zavajajoči. Tako da pričakujem, da bojo to res eni dobri temelji, na podlagi katerega bomo imeli tudi primerjavo pri izvajanju raznih gnojilnih preskusov in tudi nenazadnje pri spremembah oziroma zmanjševanju obdelave tal, to, kar je zdaj trend oziroma velika pričakovanja so pri intenzivnejših pridelavah na njivah. Tako da, ja, pričakovanja so velika in mislim, da je to res dobra podlaga za nadaljnje strokovno delo in izvajanje teh raznih ukrepov, predvsem na njivah. Hvala. Hvala, gospa Strigulc. Zdaj bi pa morda Borut Vrščaj odgovoril, potem pa vidim, da je še Boštjan Petelinc, potem bi dal pa kar tudi Boštjanu Maliju besedo za svojo predstavitev. Ja, torej, hvala za pripombe vsem. Tudi hvala naprej za kakšno vprašanje, če bodo prišla. Ampak moram reči, da sem se majčkeno težko odločil, ampak vseeno sem se odločil, da bi danes izkoristil priložnost pa malo še pojasnil pasti in prednosti dostopnosti podatkov. Torej, iz svoje prakse lahko povem, da sem v okviru raziskovalnega dela, mednarodnega raziskovalnega dela naletel tudi na slučaje, ko so tuje inštitucije seveda zbirale merjene podatke tal, zato da jih bodo same obdelovale, s tem so pa tudi, hkrati so pa izpustile raziskovalce posameznih držav, torej želeli so samo merjene podatke tal imeti. Nekako okvirno poznam tudi situacijo v drugih državah Evrope, nekje so podatki javno dostopni, nekje so dostopni na podlagi nekih dogovorov, sporazumov, skratka z neko stopnjo restrikcije, nekje je nekatere podatke možno razširjati popolnoma prosto, ponekod si jih pa državne inštitucije prodajajo. Skratka, imamo cel šopek nekih načinov obravnave teh podatkov. Tisto, kar jaz nekako, ampak se oproščam, če napačno razmišljam, mnenje seveda mnogo. Vsi zdaj v okviru Evrope in sveta govorimo o tem, da moramo združevati podatke in narediti podatke primerljive, s čimer se zelo strinjam. Mislim pa hkrati, da, in tudi vem, da so podatki zelo dobro in včasih izjemno pomembno strateško blago. Torej, želel bi opozoriti, da čemu tako rečem, obdelavi podatkov zunaj naših meja lahko pride do tega, da Slovenija kar na podlagi teh podatkov začne izgubljati tudi neke prednosti. Torej, govorim o tem, da države, se mi zdi, da bi bilo smiselno nadzorovati, kako se ti podatki obdelujejo in da mora država od sebe dati, da je država tista, ki da od sebe podatke, ki jih financira. Da država od sebe, da država nadzoruje, komu bo podatke predala. Torej, ne more se dogoditi, da bi neka raziskovalna inštitucija zato, da bo sodelovala v projektu, v mednarodnem projektu, tako rekoč donirala podatke Slovenije, zato da bo ena inštitucija noter, kar bi se tudi lahko zgodilo. Nisem rekel, da se je zgodilo, ker enkrat smo to preprečili, lahko pa bi se zgodilo, ali pa tega ne vemo. Torej, jaz osebno, ne vem, tukaj je ministrstvo tisto, so ministrstva tista, ki odločajo, ampak jaz osebno vidim dobro urejen, harmoniziran in preverjen nabor mnogih podatkov,
ki je dostopen na podlagi nekih dogovorov, nekih pogodb, nekih, bom rekel, kontroliranih, bolj ali manj kontroliranih načinov, z željo, da so pa ti podatki čim širše in čim bolje uporabljeni. In da tudi se potem ti podatki navajajo, vključno z financerjem, s programom in z virom, katere baze konkretno so bile uporabljene. Tako nekako razmišljam in seveda pa pričakujem tudi odzive in pa neke druge ideje, ki vsekakor jih pa bomo mogli nekako v Sloveniji harmonizirati. No? Toliko sem jaz mislil še dodati. Hvala. Ja, hvala, Borut. Zdaj pa še kolega Petelinc, potem bi pa kar Boštjana Malija prosil, da nam predstavi svojo kratko predstavitev glede podatkov in mednarodnega poročanja. Ja, hvala. Še enkrat sem se javil v besedi, ko je gospod Glavan razlagal o bazah v naslednjih korakih zadeve. Dva koraka nazaj, da vam razložim, kako smo do tega prišli. Veliko ste vsi vi, inštituti, zbornica in vsi to nam opozarjali, kakšne težave imamo z temi podatki, da se ne zbirajo, in vse vaše opombe, opazke smo slišali. Seveda proces poteka dolgo, nažalost se ga ne da pospešiti, ker pač enostavno odvisen od časa, financ in volje odločevalcev, da se stvari zakonsko uredijo. Začeli smo z tlemi, s katerimi smatramo, da je to tisto osnovna baseline zadeva. Na to gor, ko bojo podatki primerljivi, seveda se in kako dobiš primerljive podatke o stanju tal, je to, da prvo strukturiraš laboratorijem, kar smo zdaj z zakonodajo uredili, zdaj bomo še s podzakonci še nadalje uredili in v naslednjem letu bo ta stvar urejena. Na podlagi tega se bo pridobila primerljiva struktura podatkov, ki so med sabo primerljivi. Ali jih merite, ali jih bo nekdo naredil v Murski Soboti ali pa nekdo v Kopru, je za nas vseeno. Važno je, da so merjeni, da so analizirani po metodah, ki so v državi priznane. In da se stvar zapiše v sistem. Tudi to stvar bo urejena. Na podlagi tega gor je potem, mislim, da Angleži imajo zelo dober izraz, nebo je meja, vse, kar gre na te podatke gor, vse bo nekako se v naslednjih letih korak za korakom noter zapisovalo. Tako da, če pogledate mojo strukturo, v našem zakonu 6. 7. poglavje sem nekako odgovoren, v 7. poglavju še delno sodelavka Petra Božič, ki pokriva hranila, gnojila. Strukturirali smo ponore, LULUCF, strukturirali smo spremljanje stanja tal in emisije v podnebnem in emisije v kmetijstvu, živinoreje pa v tleh. Tako da te osnovne postulate imamo zdaj nekako pokrite, zdaj pa naprej. Kar se tiče pa gnojenja, ki je gospa Mateja iz zbornice povedala, ja, ta evidenca, ki smo jo zdaj spostavili, je osnova za nadaljnjo delo, predvsem pri gnojilnem načrtu in pri aplikaciji FastTool, ki prihaja v naslednjem letu, ki bo vam olajšala oziroma omogočila sledenje in svetovanje na kmetijo natančno zelo kvalitetno in zelo precizno zadevo za vaše delo. Evo ga, tukaj zaenkrat, ostalo sem pa tudi na razpolago za vprašanje. Ja, hvala, Boštjan. Zdaj pa res predlagam kar, da Boštjan Mali prevzame predstavitev, pa nam na kratko to pred našim drugim odmorom, da nam še on na kratko predstavi
mednarodno poročanje. Ja, vidimo sliko. Vidite, ok, super. Še bom dal na full screen. Takole. Če začnem kar z rabo zemljišč, se pravi v okviru konvencije, se pravi nacionalne razrede nekako razvrščamo v 6 glavnih kategorij. Zdaj sem kar pač pustil v angleščini original, se pravi teh 6 kategorij so gozdna zemljišča, njivske površine, travinje, mokrišča, naselja in pa druga zemljišča. Zdaj tole, kar sem označil z rumeno, so v bistvu rabe, ki smo jih pokrili z monitoringom v obdobju 2016-2021, ki ga je omenil tudi Borut. Se pravi, to so njive, vinogradi, intenzivni in pa ekstenzivni sadovnjaki, potem travniki, trajni travniki, barjanski travniki in pa kmetijsko zemljišče v zaraščanju oziroma drevesa in grmičev. To so te rabe, ki so z rumeno označene. Zdaj, povedal bi, da za ocenjevanje emisij poleg zalog ogljika, s katerimi v bistvu določamo kasneje emisijske faktorje, so pomembni tudi podatki o površinah teh zemljišč in prav zdaj v okviru javne okoljske službe izvajamo točkovno vzorčenje rabe zemljišč. Zato, ker smo v preteklosti, zdaj sam se ukvarjam s tem že cirka 10 let, videli, da so v bistvu te naši vektorski podatki, s katerim sicer razpolaga ministrstvo in sistem, ki je namenjen osnovi za kontrolo subvencij v kmetijstvu, nekako neustrezni oziroma, bom rekel, podatki so že ok, ampak ko smo delali mi preseke v aplikaciji teh vektorskih slojev, smo ugotovili velike metodološke napake oziroma veliko sprememb, ki se dejansko v naravi ne zgodijo. In ta pristop smo potem zamenjali s točkovnim pristopom, tako da zdaj v bistvu za obdobje 2016 in 2020 interpretiramo rabo zemljišč na kilometrski mreži. To je v bistvu statistično zasnovanje, vzorčenje, v bistvu tudi vemo, kakšna je napaka. Zato je pač za te naše potrebe, za poročanje v bistvu nekako bolj primerno. Zdaj tukaj sem označil neko spremembo, se pravi kmetijskega zemljišča v zaraščanju, ki se je potem kasneje v letu 2016 očistilo in je spet to nekako vzpostavljen travnik, se pravi nekako, kar je bila prvotna raba. Samo tako, mogoče, da boste bolj domači z znakami, sem tukaj navedel. Zdaj, če pa preidem na zaloge ogljika, kot je Borut omenil, v tem obdobju je bilo vzorčenih cirka 485 lokacij. Zdaj, tukaj na desni strani vidite rezultati, se pravi po rabah zemljišč na zgornjem delu preglednice in pa na levi strani vidite pa v bistvu vrste tal. Spodaj so pa v bistvu totali, se pravi zaloge ogljika do globine 30 cm. Zdaj, če še navežem mogoče na tisto, kar je Borut prej omenil, Lukas. Lukas je že v redu, bom rekel, tako za nek splošen pregled, kakšni so trendi v bistvu v Evropi. Po drugi strani je pa Lukas malo neprimeren, ker je v bistvu, bom rekel, vzorčenje samo do globine 20 cm. Poleg tega pa podatki ne zajemajo tudi gostote tal. Gostota tal je v bistvu ena bistvenih parametrov, ki je pomembna, da se potem v bistvu oceni tudi zaloga. Se pravi, imeti moramo podatek o vsebnosti organskega ogljika. IPCC pač določa, da je to standard 30 cm. In pa gostota tala. No in na osnovi teh podatkov, ki so bili zbrani v tem obdobju, smo potem mi te nacionalne razrede uvrstili v teh 6 glavnih kategorij, pri čemer imajo njivske površine in pa travinje 2 podkategoriji, se pravi tam, kjer imamo neke enoletne kulture in pa tam, kjer imamo neke trajnice, govorim o lesnih vrstah rastlin.
In potem smo v bistvu zračunali povprečje, se pravi, njivske površine z enoletnimi kulturami, v bistvu kar enačimo z njivami, in pa travinje v bistvu tudi kar s trajnimi travniki. Pri čemer pa potem za njivskih površinah, kjer imamo pa neke trajne kulture, smo pa v bistvu izračunali tehtano povprečje, kjer smo upoštevali, se pravi, tudi ostale kategorije, se pravi, poleg kmetijskega zemljišča v zaraščanju in pa, se pravi, razreda rabe drevesa in grmičev je še kmetijsko zemljišče poraslo z gozdnim drevjem, to je pa oznaka 1800, za travinje. In pa na njivskih površinah, tukaj pa smo pa vključili, se pravi, poleg intenzivnih, ekstenzivnih sadovnjakov še vinograde in pa oljčnike in pa druge trajne nasade. To so pa, ne vem, kakšne te samorodnice ali pa kaj takega. Zdaj na osnovi teh zalog, potem zračunamo, mi rečemo temu emisijski faktor. Emisijski faktor, ja, ko gre za emisijo, drugače pa lahko tudi v angleščini se temu reče removal faktor, je pa v bistvu faktor odvzema. To je takrat, ko se zaloga ogljika povečuje, in takrat rečemo, da je to removal faktor. In zdaj po IPCC teli neki poenostavljeni enačbi, se pravi predvideva, da v 20 letih, potem, ko se naredi neka konverzija, se pravi, tukaj sem dal primer, travnik gre v njivo, po 20 letih bo njiva v bistvu dobila zalogo, kot smo jo z nekim vzorčenjem ugotovili pač zdaj, se pravi recimo nekih 86 ton ogljika na hektar. Predtem je imel pa travnik, naprimer, tam okoli 94,9, se pravi 95 ton, kar pomeni, da v 20 letih se bo ta zaloga ogljika zmanjševala, se pravi, okoli 0,45 ton C na leto na hektar. In s tem emisijskim faktorjem v bistvu potem pomnožimo s površinami, se pravi, na osnovi teh vzorčenj, kot sem vam pač prikazal na prvi sliki, ugotovimo, kakšne so spremembe, se pravi, koliko površin je šlo v določenem obdobju, se pravi, recimo iz travinja v njive, to podelimo številom let, in potem dobimo letne spremembe. In na podlagi tega enostavno izračunamo emisije oziroma ponore. Zdaj, če gre travnik v njivo, to predstavlja emisijo, ker ima pač njiva manjšo zalogo, če bi bilo obratno, če bi šla njiva v travnik, to pomeni ponor, ker se nam zaloga v bistvu bi povečala obratno, iz 86 ton na cirka 95. Zdaj, upozoril bi na eno stvar, mogoče, prej smo govorili o monitoringih, takih in drugačnih. Tukaj se mi zdi na tem mestu zelo prav, da omenjam tudi kolega Vernika, Tomaža Vernika, ki je bil pravzaprav sodelavec od Boruta na Kmetijskem inštitutu in je v bistvu leta 2014 tudi napisal magistrsko delo z zasnovom spremljanja organske snovi v kmetijskih tleh. In je v bistvu že takrat pač naredil primerjavo različnih sistemov in ZDA, Poljske in drugih držav in tudi povedal, zakaj recimo obstoječi sistemi, takrat je imel v mislih recimo sistem KRT, ki ga je omenil tudi Borut, se pravi kontroler rodovitnosti ali pa ROC, mogoče niso najbolj primerni za namen poročanja, ker niso harmonizirani in zato pač lahko na tem mestu tudi rečem, da je bil tudi s tem monitoringom v obdobju 2016-2022 narejen velik korak v smislu harmonizacije, se pravi, na vseh 485 lokacijah smo odvzeli vzorce po nekih standardiziranih metodah, kot smo jih pač tudi metodološko zelo dobro opisali v naših poročilih. Se pravi, res je bil narejen protokol, kot se zagre, in hočem reči, tem številkom zdaj dejansko res verjamemo. Zdaj pa, če omenjam pa tole, kar je zapisano v našem nacionalnem energetsko-podnebnem načrtu, eden izmed ukrepov je tudi razvoj metodologije za spremljanje ponorov, in tukaj vidimo, da smo v bistvu priča temu, da
bi bilo treba v Sloveniji vzpostaviti nek enoten monitoring, se pravi, ne govorim samo za kmetijska zemljišča, ampak tudi za ostale rabe zemljišča, Tukaj nam manjkajo še podatki iz naselij, na primer, in pa tudi iz mokrišč, pa tudi konec koncev iz gozdnih zemljišč, zato ker, imamo neko oceno zaloge iz leta 2007, ampak nam ne pomeni prav dosti, če se ta monitoring periodično ne izvaja, Se pravi, ne vemo, kakšen je trend, a se nam zaloga zmanjšuje, a se nam povečuje ali nekako stabilna, Zdaj, seveda, najlažje je, da to se spravi nekako v zakonodajo in se to nekako redno izvaja, kot je v bistvu že tudi kolega Peterlin povedal. Zdaj, za kmetijska zemljišča, tukaj je bil res narejen napredek, saj so v bistvu kolegi, zdaj, ko je bila novela zakona, v tale 28.a člen vključili tudi, da je ministrstvo odgovorno za izvajanje predpisov, se pravi, to pomeni tudi zbiranje podatkov, in organske oblike je eden izmed teh podatkov, kar se nam zdi res fino. Se pravi, ne samo zaradi poročanja, ampak konec koncev tudi zaradi drugih potreb. Naprimer, prej sem omenil ukrepe. Veste, da zdaj v novi perspektivi bo približno 30% sredstev namenjenih za okolje in pa podnebje. To pomeni, da Evropa bo zelo dobro hotela vedeti, koliko denarja se za kaj namenja in tudi kakšni so učinke. In učinke je težko meriti, če nimaš nekih podatkov. Se pravi, te lokacije moramo dejansko zdaj povezati s površinami, konkretnimi gerki, in za te gerke v bistvu tudi pridobiti čim boljše dodatne podatke. Govorim na primer o podatkih o načinu kmetovanja, se pravi gospodarjenja. In kasneje, ne vem, se bo tudi najdel mogoče kakšen študent in bo te podatke zavrtel in bo prišel mogoče do tega, do odgovora, zakaj, ne vem, je mogoče neka osebnost oglika, ne vem, na Štajerskem večja kot pa na Gorenjskem, Seveda, mogoče je to tiptal, mogoče je pedosekvenca, lahko so podnebni pogoji, mogoče pa tudi način gospodarjenja, Zdaj, ali je to več vnosa gnojil, a so drugi faktorji. Hočem reči, ti podatki bodo zelo koristni, Zdaj, mi smo v okviru projekta Care for Climate v bistvu predlaga tudi nek dizajn trajnih raziskovalnih ploskov oziroma stalnih vzorčnih ploskov, če hočete. In smo se tukaj v bistvu navezali kar na predlog, ker smo ga v bistvu tudi v okviru te naloge leta 2019 predlagali za kmetijska zemljišča. To je v bistvu ena podmnožica točk, tistih točk, ki jih je v bistvu Borut prikazal, pri čemer so v bistvu morda teh, ne vem, tukaj smo predlagali recimo 117 skupnih točk za kmetijska zemljišča, govorim pa seveda za te rabe, ki niso podvrženi spremembam, Prav tukaj smo določali točke, se pravi nek trajnik, res, ki ostaja travnik, ali pa njiva, ki dalj časa ostaja njiva, se pravi, ne samo 10 let, ampak je v bistvu mogoče že vsaj 10 let v bistvu njiva, In na teh površinah bi bilo treba vzpostaviti nek periodičen monitoring. Seveda, tukaj moram tudi omeniti, da vso to zbiranje podatkov je v bistvu izredno drago. Tukaj se moramo naliti čistega vina, drago je, in drago je ne samo za Slovenijo, tudi za ostale države. Recimo, ko se samo udeležujem teh tehničnih delavnic v Italiji ali pa konec koncev na delovnih skupinah v Bruslju, vidim, da ostale države z izjemo nekaterih, ne vem, tukaj mogoče omenim res kakšno Nizozemsko, Dansko, Belgijo, bogate države, pa tudi, kjer je v bistvu kmetijstvo mogoče močneje prisotno, namenjajo sredstva, dobro zbirajo podatke, dočim ostale države so, da ne bom rekel, še bolj bose, kot pa Slovenija, Zdaj, moramo ugotoviti, zdaj, je to dober nabor teh 177 točk, seveda, večja številka je boljša, ampak kot sem rekel, moramo tudi postaviti neko realno številko, da bo to lahko tudi država sfinancirala. To bi bilo moje strani. Hvala.
Ja, hvala Boštjanu za to predstavitev oziroma za te informacije, pa tudi ostalim. Jaz bi predlagal, no, da glede na naš planiran čas, da gremo zdaj na en polurni odmor, ker se lahko tudi malo podpremo med tem in se potem vrnemo torej ob 11:30, da nadaljujemo z zadnjim, tretjim sklopom in diskusijo. Tako da se vidimo čez pol ure. Ja, če boste imeli pa kakšno vprašanje, ga pa kar napišite v chat ali pa si mogoče zabeležite na papir, pa bom pa lahko odgovoril, če se nanaša na tole moj prispevek slučajno.